Dober dan, to je podcast Od bita do bita. Jaz sem Maruša in Anže. Danes na tej strani podcasta več ljudi kot ponavadi. Zadnjo epizodo 5. sezone snemava v Kinu Šiška pred gosti, tudi pred ljubitelji in poslušalci podcasta Od bita do bita. In ker smo v Šiški, Anže, o čem bi govorili? Ja, da ni toliko naključno, da kle sedimo. Ja, o glasbi. Kino Šiška, po tehnologiji in pol to pomeni, da sem dal roke skupaj za tiste, ki sam po radiju poslušajo. O storitvah za pretakanje glasbe, v bistvu. O streaming servisih po domače. Hvala kolegoma, da ste se odzvala po vabilu. Klara Zupančič je novinarka, glasbena urednica na Valu 202. Lenart Kučič je pa specialni gost Od bite, zato ker ga vedno prihranimo za vse posebne epizode. Sicer novinar Medija pod črto, dobrodošla. Živjo. Se sporedili na zadnje mi v živo? A se motim? Na zadnje mi v živo leta daljnega 2019. Maruša in Anže. To sva midva. Že v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Z Anžetom imava nekaj vprašanj za vaju, draga kolega, nekaj pomislekov, nekaj dilem. Govorili bomo o pretočnih storitvah za poslušanje glasbe. Začnemo pa z evolucijo muzike. Zdaj, sprašujem vaju, če se vam zdi, da se je zgodila revolucija. Jaz mislim, da se je zgodila revolucija, ampak že pred časom. Pred recimo 20 leti je bil še zmeraj primarni vir zaslužka za glasbenike in vse vpletene v glasbeni posel ravno glasba zapisana na nosilcu, kateremokoli je to že bil. Ampak čez nekaj časa več to ni bilo, se ni več dogajalo na takšen način. Spremenilo se je, da je začela glasba služiti na koncertih. Torej, glasba, vir zaslužka glasbenikov se je spremenil iz nosilcev zvoka, ki so jih prodajali v časih, danes je to že zelo upadlo. Danes pa je bil pred pandemijo še zmeraj glavni zaslužek, mislim, da koncerti, se pravi koncerti, festivalske turneje in tako naprej. Zdi se mi, da so začeli nekateri glasbeniki celo snemati albume kot izgovor za to, da so lahko podali na turnejo in hkrati omogočili ne samo sebi zaslužek, ampak tudi organizatorjem. Potem pa je prišla pandemija, zdaj imamo storitve za pretočno predvajanje glasbe, s katerimi glasbeniki seveda veliko zaslužijo, ampak mislim, da pri nas ni tako. Lenart, pretočne storitve za poslušanje glasbe, revolucija? Čisto iz tej uporabniškega vidika bi se presedil vsaj še mečken nazaj, se mi zdi, da ne vem, prva ta prava revolucija se je za mojo generacijo še zmeraj bil Walkman. V osnovi, zdaj kaj je vse na tisti napravi, ki ti nekaj predvaja v ušesih, pustimo, da se to spremina, ampak v osnovi pa mislim, da je Walkman začel vse skupaj. Tam nekje v 80-ih letih zares, ko smo kar naenkrat lahko začeli svojo muziko presneto, nasneto, skompilirano, najdeno, ne vem, ki je vse med seboj v žepu pa na ušesu. In vse te stvari, ki so se pač zgodile v zadnjih 30 letih, so bolj ne samo ta Walkman. Po svoje gre za evolucijo Walkmana, no? Zanimivo. Dajmo se na to navezati, da vsak lahko, zdaj smo 4 kle gor, kaj je bila prva, zdaj Lenart to po moje zelo postara, strah to vprašati, ampak prva naprava, ki je predvajala glasbo in si je lahko sabo nosil, nek prenosni predvajalnik. Jaz se spomnim, da je bila moja prva prenosna naprava za poslušanje glasbe CD player, ki je že takrat, ko sem ga kupila prvega, tako preskakoval, da ga niti v avto se ni dalo poslušati. In hkrati je pomenilo, da sem imela zmeraj več prtljage sabo, ker je bila tista torbica s CD-ji kar konkretna. Lenart. Ampak že naslednji korak je bil pa, če si kupil pri teh neznanih proizvajalcih raznoraznih kitajskih blagovnih znamk, so pa te Discman, Walkmani pa že znali tudi MP3 zapečene predvajati. Tako da je bilo pa že po naslednji korak. Ne, moj čisto prvi bil, ampak je to ne šteje zares, je bil po moje boombox. Kaj je to? Kaj, ko si hodil po Brooklynu in okay. Mislim, to je bilo sicer pri hiši, mislim, da ga nismo uporabljali kot boombox zaradi tega, ki je imel 16 kil. Ampak načeloma se je pa dal, no. Tako da drugače pa Walkman, evo. Walkman. Ja, prav, Sony Walkman, ne nek random, ali pa neka jugoslovanski import, Sony Walkman. Okay, jaz sem imel pa tudi CD player, s tem, da mi je všeč, Klara si to omenila, moj je bil toliko napreden, da sem naredil, da sem imel shock protection za 4 sekunde, odmeša in če si ga vklopil,
je šla baterija, mislim, v 7 minutah, brez mojega šok pretežne, pa kar delal. Sem se ga pa navadil, ker sem imel ruzak v osnovni pa pol srednji šoli, sem se ga navadil tako, da tu ruzak, da načeloma ni preskakoval. Ja, ampak takrat so prav izdelovali ruzake, ki so bili prav narejeni z posebnim žepom za prenosni CD predvajalnik in s posebno luknjico za slušalke. To je poslovna ideja, po mojem bi to danes bilo spet moderno, če bi kdo spravil na trg. Ker smo se hecali o letih, meni se pa dejansko zdi včasih, kot da sem stara veliko več in to je verjetno odgovor na vprašanje evolucija ali revolucija, torej evolucija, ker že ko sem bila majhna, sem se takoj spoznala z gramofonom, pa z radijem, potem so prišli pa Walkmani, CD-playerji, MP3 playerji, iPod in potem je prišel telefon. Ne? In zdaj, če smo na telefonu in z pretočnimi storitvami za poslušanje glasbe, zakaj so takšen hit? Ali se mi samo zdi, da so veliko, veliko večja stvar kot Walkman? Pa, mislim, Walkman je naredil podlago za vse skupaj, no, zaradi tega, ker Walkman nas je navadil na par reči. Eno je na to, da si lahko kar naenkrat sam svojo glasbo zbiraš in jo hkratno okoli prenašaš, recimo to je v osnovi ta ideja. Po drugi strani tega se tudi znamo še kaj navaditi, mislim, dotakniti nas je pa tudi Walkman navadil na mečken slabšo kvaliteto zvoka, kakor smo jo lahko ponovadi poslušali. Recimo tisti, ki so dejansko imeli doma nekaj boljšega, vse približno spodobne zvočnike in prostor, recimo to ni bilo primerljivo. In se mi zdi to, da nas je Walkman navadil, da imamo to skozi žepu in da hkrati zveni nekaj na pol. Kakšne slušalke si imel, kje si poslušal, itek si v takih neidealnih okoliščinah v klanu poslušal, pa to seboj nosil in ne vem, na podoben način, kot nas je verjetno YouTube navadil na vse te mogoče nove filmske žanre, da znamo zdaj prebaviti tudi kakšne take zelo stresene posnetke, pa vse živo nas je po moje Walkman navadil na to, da je prenosna glasba tudi malo kompromisa, kar se tiče ene kvalitete. No. In je stvar zelo zdemokratiziral in takoj, ko je nekako prišel Walkman ven, smo se nehali tudi v glasbi toliko ukvarjati z takimi bolj audiofilskimi pogledi, ampak smo res imeli muziko, ki nam je nekaj pomenila zmeram seboj in tudi muzika je takrat seveda bila pomemben del tudi naše identitete. Mislim, če smo spet pri letih, no, še v moji srednji šoli, pa moja prva stvar, ki si v kjerokoli razred vstopil, si najprej opazil, kjero muziko kdo posluša. Pač imel si par metalcev, par darkerjev, par poznaj že par reverjev, ampak tako, pač takrat dejansko mislim, da je bila prva stvar, ki si jo opazil, ki si v kjerokoli srednjo šolo vstopil, kjero muziko kdo posluša. Zdaj si pa po moje to malo spremenili, saj kakor imam vesti izkušnje z vstopanjem v srednješolske razrede, hkrati pa imajo načeloma vsi dostop do vse skoraj glasbene knjižnice, razen najbolj takih obskurnih, kar si jih lahko spomniš, kar je bilo pa tudi v naših časih, pod narekovajem, redkost. Mislim, kar težko si imel ornih glasbeno zbirko svojo, če si nisi, ne vem, s pravimi ljudmi družil ali pa če nisi imel kakšnih zvez na radiju ali pa na Radio Študent ali pa kje. Čakal, da bo ene rešil meno, ja. Meni se zdi, da so takšen hit ravno zaradi tega, ker se nam zdi, da imamo neomejeno možnost, da poslušamo, kar nam zapaše v danem trenutku, kateregakoli izvajalca, domalavsko, kateregakoli izvajalca oziroma izvajalko. Pa še vedo, ne, kakšnega počutja smo. Vedo, kakšnega počutja smo in toliko glasbe, ki imamo na voljo na kateremkoli streaming servisu, če lahko tako rečem, je ne bi mogli poslušati skozi celo življenje, ne bi prišli do konca. Ja, je pa zanimivo, da je dejansko to. Jaz če dam nekaj naključno, da se mi predvaja, se samo čudim, ker nič ne poznam. Res najde tudi weird zadeve, ki ne bi, mislim, ni nujno, da ti najde sam najbolj popiš ali pa tako, kar bi mogel poznati. Dejansko servira tudi kaj tazga iz tistega bazena. Ne. Meni je všeč to, kar je Lenart rekel, da nas je Walkman navadil res na slabšo kvaliteto. Ne. Klej je vela tudi velika kaseta zraven. Ne. Zdaj pa mislim, da smo prišli na to digitalijo, se do tega mogoče še pridemo. No. So pa šle stvari rahlo naprej, ne. Ker je kar kičas, da imaš lahko v žepu veliko več, kot kar sam od kasete zvoka. Ne. To je zdaj malo drugače. Je pa res, da je ta navada se pa ohranja z izjemnimi zvočniki na telefonih, ki so pač, to je lepo, se ful dobro sliši, to je zvočnik, ki je tako velik, moj mezinc, še manjši. Pač to zmore, kakor zmore. Mislim, da pol slušalke še nekaj naredijo, ki so pa ponovadi tiste, ki jih dobiš pri telefonu zraven. A se da slabš, ali ne, v resnici ne. Tako da še zmeraj je tega neki duha od Walkmana pa Discmanov, pač, ki so preskakovali stalne. Ker ne vem, če je kdo kdaj imel slušalke, ki ga zraven telefona dobo, ki žička ne bi šla po gobe.
čez 3 mesece. ja, 3 mesece. Pa na Wishu kupaš ene za 2 evra, pa gre po enem tednu. Da, ampak ja, pač več ali manj se to ohranja. No. Ampak ja, mi všeč ta navada je ostala v resnici. No. Če se lahko vrnem za sekundo nazaj, kar smo prej govorili, da je dostopna vsa glasba tega sveta domala, je pa hkrati zanimivo, da še zmeraj so najbolj poslušani tisti artisti, ki se vrtijo non-stop, ki imajo največ ogledov na YouTubu in ki so najbolj popularni. Kljub temu, da imamo to vso izbiro, še zmeraj kraljujejo tisti, ki so najvišji na vseh lestvicah. To je problem izbire. Tisto, kar poznaš, pa je za ziher, dajmo to, ne. Obstaja, verjamem, ogromno platform po svetu za pretočno predvajanje glasbe. Težko bi verjetno vse našteli, ker jih niti ne poznamo, ker se zdi, tako kot pri vseh drugih stvareh, tudi pri teh aplikacijah, da zmagajo največji, ne nujno najboljši, ampak zagotovo največji. Zdaj v Sloveniji bi rekla, da poleg res velikih, ki jih vsi poznate, Google Music, Apple Music, YouTube Music, je priljubljen francoski Deezer, ker čeprav vem, imajo tudi naši telekomunikacijski operaterji z njimi sklenjene pogodbe in pa Spotify seveda od lanskega julija končno legalno v Sloveniji. Ampak kaj to pomeni? Mislim, midva sva ogromno govorila v tej sezoni o politiki, o gospodarstvu, ki močno vplivata na tehnologijo in tukaj je verjetno podobno. Kdo odloča o tem, kaj lahko poslušamo tudi v Sloveniji? Nisem prepričana, kdo odloča o tem, kaj poslušamo v Sloveniji. So pa različni pristopi in zagotovo se morajo sklepati pogodbe in biti dogovarjanja, kdo je lahko prisoten pri nas. Recimo, neka stvar, ko še nimamo razčiščene v Sloveniji, je YouTube. YouTube je na tapeti zdaj že nekaj let, tudi veliko govorimo o tem. Slovenija je edina država v Evropi, ki nima sklenjene pogodbe z YouTubeom, kar pa pomeni, da glasbeniki v Sloveniji od YouTuba ne dobijo ničesar. Torej, monetizacija ni vzpostavljena, tukaj pa je na državi oziroma na Uradu za intelektualno lastnino, da to dovoljenje podeli. Tega ni naredila. Kakor vem, je pred parimi leti za to dovoljenje zaprosil Sazas, bil je zavrnjen in nekako na taki mrtvi točki smo, kar se tega tiče. Sicer na uradu predlagajo, da se lahko glasbeniki sami organizirajo in ne upravljajo te pravice kolektivno, se pravi posamično, ampak predstavljajte si komunicirati z YouTubeom, ko si glasbeniki Slovenije. Jaz si maile pošiljam, meni nazaj ne pošle. To ni šala, jaz zaradi vala, ker imamo kanal in hočem do nekoga prijeti in ne pridem zraven, ker me ne marajo očitno. Kar slabo. Ne, veš, kaj je problem? Ni bilo nobene večje štale v Sloveniji še, ali pa tudi globalno, zaradi tega, ker moje izkušnje recimo s Facebookom ali pa Twitterjem so pač take, da je bilo to popolnoma nemogoče, dokler niso zdaj pač toliko pod pritiskom zaradi vseh teh mogočih reči in Trumpove kampanje in podobno. Zdaj so postali odzivni, kar pomeni, da najverjetneje se čaka kakšna taka konkretna štala, da se nekaj zgodi na tem področju. Sem si malo težko predstavljam kakšna, ampak da bi bili pol tudi majhen bolj odzivni. Ampak ne more biti vse odvisno samo od tega, no. Mislim, da zmagajo samo največji, ker so najbogatejši ali ker je nekaj v neki državi zelo, zelo, zelo narobe. Zakaj je tako? Dobrodošla na internetu, Maruša. Oziroma kar v svetu, morda. Ja. Ne, je pa ful zanimivo, recimo, ker YouTube Music, ki je od Googla, ima eno tako zelo bizarno. Jaz sploh ne vem, zdaj mogoče to, kaj je Klara razložila, ne, da res nimamo nobene komunikacije na državni ravni z njimi. Ne. Pač Google pozna tudi ta family sharing, kjer imaš ti lahko en račun za celo družino, ne, mislim za 5 članov, ki jih določiš. Ne. In to pač pri YouTube Musicu ni na voljo. In kje še ni na voljo po celem svetu? Slovenija, Islandija pa Južna Koreja. Mislim, zdaj, kje smo se te 3 države, ne vem, ne razumem, kako... Vse tukaj izstopamo, ne? Ja, da dejansko mi Islandci pa Južna Koreja smo se nekako zamerali YouTube, res ne vem, čemu je fora. Ampak tako mi je zanimivo, ker to nisem vedel, ne, da sem ben še ni ukvarjal z njimi. Ne. Ker je pa tudi res, ne, sploh Google je imel prej Google Music, ne, Google Play Music, so res izjemna imena. Pa so pol naredili ta YouTube Music, pa so ga zdaj nekako združili, ne, in pa že spet upajo na najboljšem, pa Google Play že spet malo golfa, ne, ker dejansko lahko poslušaš vse komade, ki so na YouTubeu. Ne. Na YouTubeu pa vsi vemo, da imaš tudi, ne vem, res hite od velikih bendov, pa neko slikco 4:3, ki je vsa zrnata,
ki je eden uploadil leta 2002 in ima 17 milijonov ogledov. Jaz upam, da saj on človek nekaj dobi, res pa je nek slab MP3, tako nek 64 MP3, ampak na žurih je dosti, to vsi vemo. Če iz Slovenije ne dobi ničesar. Ja, če Slovenije pa nič ne dobiš, ne. Tako da, ja, Kar je zelo pomembno, ker večina uporabnikov oziroma poslušalcev glasbe na spletu pri nas v Sloveniji še zmeraj uporablja YouTube. Verjetno je več kot 90% tistih, ki glasbo poslušajo na YouTubu in nimajo aplikacij za pretočno poslušanje glasbe. Se pravi, tudi jaz, ki plačujem YouTube Music, ne pomagam nobenemu v To je resnici. drugače, to je streaming servis. Ja, okej, to deluje ti bo kot pa- streaming servis. Okay. Aha, saj to je ločeno. No, okay, Torej sem v bistvu narobe začela, da so aplikacije za pretočno poslušanje glasbe takšen hitne. Ker niso, za ker koga? ljudje saj- še vedno na YouTubu. Ja, ampak zato Google resno na YouTubu, razen če ga plačaš, ne pusti, da bi poslušal, ko ugasneš zaslon na telefonu. Ne. In noro je, sam peljte se z avtobusom, boste videli, koliko ljudi posluša komade na YouTubu in imajo mirno prižgan zaslon. Jaz mislim, da se je zaradi tega pri nas bomo dvignila prodaja teh powerbankov. Ja, zaradi baterije telefona. Ker Ja. pač ne mogo, noro je. Pa jaz pa, ki plačujem pač, YouTube Music, ne zaradi tega, ker YouTube Premium plačujem, jaz pa pač lahko to ugasneš, ampak pa imaš itak tudi streaming servis, pa je dosta vseeno, ampak ja, pa jaz tudi mislim, da večina ljudi pač hladno posluša na YouTubu z prižganim zaslonom telefona. Kar je, to je težko narediti, to probite, drga. To ni simpel. Ne, ni simpel, ampak tako čista, veš, laično, praktična antropologija kaže, da so ljudje v tem okolju neverjetno iznajdljivi pri tem, kako ne plača. Ja, Absolutno. ja. To pa res mislim tudi na žurih, na avtobusih, na najdeš kakšne take zelo zanimive rabe, vključno, ne vem, tako s 3, 4, 5 telefoni ali pa laptopi, ki se tako nekoč izmenjuje, takrat, ko so reklame vmes in podobno. Mislim, skratka, najdeš tako rešitve, ki izgledajo bolj komplicirane kot problem, ampak V Sloveniji res nismo pripravljeni plačevati za glasbo. To Ja. piratstvo, oziroma za vso kulturo, se mi zdi, da je takšen primer. In tukaj se to pozna. Sem še ena veja tega res ne drevesa. vem, kako smo lahko v uvodnem delu pozabili na piratstvo. Ja, ja. Aha, ja. No, ampak je tudi tukaj zanimivo, ker vse te pač, storitve za pretakanje glasbe so v bistvu tako, se trudijo ti vsaj utežiti, da bi si svojo muziko dal nekako noter. To je nek tak korak naprej tudi za piratstvo, kaj vse ste dali denar, vse je gor, prijatelji, ni vam treba več krastne. Ampak se mi zdi, da vsi pa imajo nekje, večina no, ima nekaj en gumb upload, pa lahko daš svoje MP3 iz kazaja. Noben se, točno to, jaz sem že star, pač, ki jih imamo vsi na disku, samo jaz, ampak ja, tako je želeno. Lenart, torej, zadeve bi se morali po državah ali regijah lotiti drugače. Najprej prepovedati, regulirati, obdavčiti, kazniti piratstvo, pa se potem lotiti sprejemanja tujih korporacij, v tem primeru aplikacij za poslušanje glasbe. Tukaj ne upam biti tisti, ki bo dal kakšen pameten odgovor, zaradi tega, ker praktično odkar se ukvarjamo s tehnologijo v teh prostorih, pa to se nekje ukvarjamo tudi s piratstvom, nikakor nočem biti v situaciji, ki bi to zagovarjal, ampak iz čist uporabniškega vidika je v Sloveniji, pa tudi na splošno v regiji, bil dostakrat piratstvo, nažalost, edini način, ki ti je čist uporabniško potrebo izpolnjeval. Zaradi tega, ker enostavno pri nas je bilo izjemno težko ali pa skoraj nemogoče legalno priti do stvari, ki so te zanimale. Vsem, kakšna kulturna produkcija je tukaj zdaj. Mislim, ali govorimo o nakupu elektronskih knjig, ali govorimo o ogledu filmov, serij, dokumentarcev ali pa poslušanju glasbe. Mislim, tukaj smo bili tudi kot tisti uporabniki, ki bi dejansko hoteli plačati in da potem dobiti eno solidno storitev tako desetletja praktično diskriminirani. Iz takih drugačnih in ne vem kakšnih še vse skupaj razlogov. In tukaj je bilo pol zmeram, to je spravno, tukaj nisem tega tako podrobno pokrival, da bi se upal na kakšno stran postaviti, ampak v glavnem so samo s prstom kazali drugi na druge. Urad za intelektualno na kolektivke, kolektivke na urad, glasbeniki na urad, glasbeniki na kolektivke, kolektivke na glasbenike. Skratka, tako eno tako kazanje s prstom na vse mogoče konce je bilo, zakaj je tako, kot je. In verjetno je že to en del odgovora, ker pač se je samo s prstom kazali. Niso pa po moje res tisto vprašali, okay, kaj pa zdaj dejansko hoče recimo ena od teh velikih platform za to, da vstopi v Slovenijo. Zato, ker pač ja, do neke mere, seveda Slovenija ni bila za njih prioriteta kot taka. Večkrat smo se pol hecali, da je bila Slovenija v vsem tem smislu digitalne ekonomije tam nekje na koncu Excelove tabele za okrožitev. Ampak po drugi strani
prej ali pa slej, in to smo videli recimo tudi z Netflixom, pa še s kom, so pa oni prišli do točke, kjer niso mogli ignorirati niti teh manjših trgov, malo zaradi te naravne potrebe po rasti, ki jo imajo vse te velike platforme. Mislim pa tudi to, ker se je vse skupaj mečkem premešali. Recimo tudi, zakaj smo lahko gledali primerljive trge, recimo od Hrvaškega do še kakšnega, ki je tako samo čez mejo, pa tako primerljive velikosti oziroma majhnosti, pa so kar imeli stvari, ne vem. Ker nas ne marajo. Mi včasih res take čudne luknje pademo, to je ful res, neka slepa pega smo za velikrat. No? In je noro, mislim, ker se mi zdi, da proti piratstvu, prej, ko si mogel recimo kupovati komade, ne, zdaj, če sam pri glasbi ostanemo, da gremo glih v filme, ne, je bo saj ta, pa cel album kupati, pa bi bilo treba, ne. Jaz ne razumem, kako so te pretočne storile dober del za pač izvajalce, ne, se do tega mogoče še pridemo, ne. Morajo biti prisotni. Ja, se to morajo biti pa gor, ne. Ampak zdaj to... Mislim, da tudi, ker so to relativno majhni zneski, te mesečne naročnine, v resnici, ne, pa še zmeram, pri nas se mi zdi, da je nek ta odpor, da za muziko bom dal denar. Ampak če dam tako primerjavo, se ni čist korektna pa tole. Ampak recimo predstavljate si, da bi bila vajna plača odvisna izključno od poslušanj tega podcasta. Si raje ne predstavljam tega, ker imam položnice. To ne pomeni, da ga nobene posluša. Ne, to ne pomeni tega, ampak... Ja. Ne, pa se to je večna to je res večna dilema. Ampak je tako, mislim, meni je samo zanimivo, da zdaj, ki že je toliko teh storitev, ne, vedno manj je izgovorov, da ali kradeš ali pa na YouTubeu z prižganim zaslonom poslušaš. Ne? Res je vedno manj izgovorov. Prej tako, ni Spotify, meni je Spotify, zdaj Spotify prišel. Jaz sem raje pri Google, zdaj imaš YouTube Music. Pa Apple ima pa Apple Music, ampak če imaš denar za iPhone, za kvan nič drugega ne plačaš, to bi tudi en antropolog čez 50 let bo to razlagal, da folk od karta, ne vem koliko denarja za telefon, pa je pa tako, kaj aplikacija 4 evre stane? Ne! Mesečna naročnina za neko tako aplikacijo je pa ponavadi nižja od nakupa enega CD-ja, medtem ko jih tam dobiš nešteto. Klara, zakaj torej glasbeniki niso tako dobro plačani? Zakaj ni nihče, preden smo uvajali aplikacije za poslušanje glasbe, o tem razmišljal? Veš, zdi se mi, da jim je takrat šlo bolje, ko so lahko prodajali CD-je ali plošče, ampak računice ni, ne? Zdaj ne v svetu, verjamem, da tudi v Sloveniji ne. Te platforme niso dobre za glasbenike in pri tem jim celo nekatere založbe pomagajo. Spotify, kakor vem, je iz nekih 80% prihodkov se znižal na 60 do 70%, ki jih nameni od prihodka, vseh svojih skupnih prihodkov, da jih razdeli med založbe in ostale akterje, ki se ukvarjajo potem z razdeljevanjem denarja. Te izračuni, koliko glasbeniki oziroma avtori prejmejo za to, da drugi poslušajo njihovo glasbo na spletu, so različni, razlikujejo se glede na države, kjer se posluša, kjer se ustvarja, razlikuje se na podlagi tega, kakšne pogodbe imajo sklenjeni glasbeniki oziroma avtori z določenimi založbami, ki to glasbo pospremijo v svet. Vsak klik iz vsake države ni isto vreden, hkrati pa imajo vse te aplikacije za poslušanje glasbe zelo zakomplicirane algoritme, kako izračunati dejansko vrednost enega poslušanja. Sem pa vseeno našla na spletu kalkulator, ki ti pove, koliko bi znašalo predvajanje, ampak v Združenih državah, za Slovenijo žal nimam podatka. In recimo povprečno bi za 2 poslušanja na platformi Spotify v Združenih državah glasbeniki prejeli približno $0,01. Toliko bi prejeli za 10 predvajanj na YouTubu. Govorim v Ameriki. Pri nas... Odkle jahte, torej. Bazeni. No, zanimivo je tudi to, na kakšen način Spotify ustvarja playliste, ki se ne končajo, in zanimivo, več glasbe, ki jo poslušamo, manjši delež potem pripade tistim, ki so poslušani manj. Tako spogače. Kar pa recimo je še posebej zanimivo, to bi še poudarila, recimo Spotify je imel lani nekaj manj kot 10 milijard prihodkov. No, lahko vsako glavi izračuna, koliko je potem 60% tega, ki se šele poda založbam in drugim akterjem in šele potem po nekem razdelilnem ključu, za katerega so dogovorjeni šele avtorjem. No, govorimo o teh res nizkih nadomestilih, ampak podcasterju Joe Roganu je pa Spotify namenil $100 milijonov, da je svoje podcaste preselil tja, in za primerjavo, avtorji glasbe bi morali generirati več kot 23 milijard poslušanj
da bi se lahko približali te vrtoglavi številki. Ja. Se pravi, podcast je več kot glasba. Samo v tem in edinem primeru. Spotify tukaj res to naredil. Mene je to presenetilo, ker nisem vedel, kaj točno hoče. Pa čisto Spotify, kar se podcastov tiče, kar slaba platforma, ker še podcaste bojo uničili na eni točki. Pa kdaj drugič o temu. Ampak oni so Rogna res skupili, pa sploh podcasteri začeli vabiti zaradi tega, ker je to za njih pa res brezplačen content. Ne? Ker tukaj pa ni odnosov. Ne? Razen teh, ki jih oni plačujejo, pa so ekskluzive, ti imaš tam RSS vir, ga daš noter in pa v bistvu so si oni s tem pridobili enega poslušanja od ljudi, ki pa ni bolj treba organizacijam še naprej denarja dati. Ne? Tako da tudi odbita je v Spotifyju zaradi Mateja Praprotnika, to on kar rekel, ker on je to kaj oddal. In pač ja, smo Spotifyju dali pač vsebino, ki noben mu ne plačuje. Ampak nič več nimava od tega, kot to, da smo jo dali not. Ne, Lenart, o čem si razmišljal, ko je Klara govorila o številkah, o zneskih, o tem, koliko so plačani glasbeniki? Glih o tem, da pač v tem letu sem malo stvari tudi za nazaj uspel prebrati in ene od reči, ki jih tako rad prebiram, so tudi kakšne glasbene biografije, pa avtobiografije in pol recimo, če greš malo gledati Springsteena, pa Elvisa, pa tole. Mislim, prej pa kasneje skupaj v vseh teh velikih priješ do kakšnih takih situacij, da so oni sploh po enem čudežu danes še živi in imajo za jest. Zaradi tega, ker enostavno založbe so jih od nekdaj luple in to tako grdo. Za glasbenika tako za prvo pogodbo so bile nori pogoji in ne vem, skoraj tako, da si mogel še ti njim plačevati, ne obratno. Skratka, po svoje tisti glasbeniki, ki so dejansko obogateli v glasbeni industriji, so bliže od nekdaj bili izjema kot pravilo. Tukaj vidimo malo na podoben način, veš, kot pri medijih, ker pač kar naenkrat ta medijska industrija, ki je bila včasih tista, ki je pobirala oglaševalski denar, zdaj jamra, kam je ta denar šel. Mislim, denar je isti, poslovni model je praktično identičen, ampak medijska industrija, ki je imela včasih milijarde, jih nima več, zdaj ima pa Google milijarde. In tukaj smo na istem. Sony Music, pa vse druge glasbene žaloke, ki so imele prej milijarde, imajo zdaj manj milijardih, imajo pa več Spotify in podobni. Kar pomeni, tukaj se pač prerasporeja ena ogromna količina denarja, ki je v totalu večja, zaradi tega, ker je po moje tudi glasbenega občinstva več kot kdajkoli v znani zgodovini. Ampak kako se pa da denar prerasporeja, je pa tako enako nefair, kot se je od nekdaj. No. In tudi recimo ti kot glasbenik, preden si bil res toliko slaven, da si lahko postavil kakšne svoje pogoje, kam iti, pa z kom, pa imeti kakšen vpliv pri tem, kakšno pogodbo boš upisal, pa kako boš ti dejansko imel od svoje glasbe, mislim, to so res bolj izjemno kot pravila. To, da treba paziti, da tukaj ne zapademo v eno zelo pogosto past, da mislimo, da so včasih bili kakšni bolj zlati časi. Ne. Bi lahko bolj v zrak skočile založbe v bran glasbenikom, kaj poskušale doseči, se to dogaja, ki v tujini? Zelo težko, kot sem že prej rekla, Spotify je znižal odstotek, ki ga plačuje založbam in s tem se morajo založbe strinjati. Tudi one si želijo biti prisotne, tako da načeloma edino, kar zares zdaj lahko storijo založbe, po mojem mnenju, je, da se potrudijo in na marketinškem področju in svoje glasbenike probajo predstaviti še bolj širši javnosti. To je ta optimizem. Mi je pa všeč ta poanta, da ni bilo vedno. Ne. Ker se mi zdi, da imamo vsi predstavo, sploh ameriški pa angliški trg, neki bendi, pa presitek, ko si Springsteen rekel, misliš, milijarderji. To, ne. Ampak ja, to so bili res redke snežinke, ki so preživele vse živo. Ne sem to, ampak konkretno Springsteen je mogel zaradi spora z založbo in menjave založbe nekaj časa sploh ni smel snemati. Se on je konec koncev tudi na nek način postal Springsteen zaradi tega, ker je imel tiste neskončne turneje na vsakem koncertu, 3 do 4 ure, vse dati od sebe, ker si je polno tako kredibilnost med publiko zgradil, zaradi spora z založbo, prejšnjo pa pol novo. Pač v obmestnem času mislim, da je bila na finta, da nismo izdajati albumov in pol pač, kaj enkrat greš v mehne podrobnosti, vidiš, da so vse te zgodbe, da so res glasbeniki, ki so obogateli, res bolj izjema kot pravilo že v prejšnjih časih. No. Pa še ene stvari bi se dotaknil, ki pa tudi, mislim, da jo vsi poznamo, če pač si naročen na Netflix in na karkoli, kaj gledaš video, gledaš neka serija in pa kar naenkrat zgine, ker so potekle pravice, ne vem kje, zakaj, za koga. Ne. In se enako se v resnici pri glasbi dogaja, pri teh storitvah. Pa potem je še ena plast, ker imamo pa pol ekskluzive. Ker na eni točki, ne vem, Jay-Z ima neke delnice v Tidlu in pa je album samo tam, ali jaz ne razumem. Nismo se temu izognili. Ne. Načeloma ni ene, ki bi imela vse, ampak še zmeraj je tak rek, pa spomnimo se pa Apple pa Beatlov, ki se niso marali, zaradi tega, ker se je založba ista imenovala. Ja, pač nič se ni spremenilo, ali se je kaj, ali je kaj boljš, ali je isto.
Jaz sem bolj raziskovala te neke negativne ekskluzive. To pomeni, da so nekateri glasbeniki se odločili, da ne bodo več prisostvovali temu svetu streaming servisov kot protestno dejanje, ker so te zneski, ki jih prejemajo, tako mizerni. Recimo, to je se zgodilo Taylor Swift, Radiohead so za nekaj let umaknili glasbo Spotifyja, ampak spet je nazaj. Zakaj? Ne vem. Založba rekla, da mora biti. Po drugi strani imamo pa spet ene take čisto nove zadeve, ki pa tudi ne vem, kam vse skupaj pelje, recimo za kakšne nore denarje je Neil Young prodal polovico vrednosti svoje diskografije. Polk enkrat greš malo gledati, to so tako in v bistvu nima veze z glasbo, ampak je pač en naložbeni sklad, ki išče pač naložbene priložnosti, v čemerkoli se to so pa tudi zdaj novi tokeni in podobno, ker lahko ti zdaj kar naenkrat tako iz digitalne nečesa narediš en izdelek, ki ga lahko pol prodajaš in preprodajaš. Ampak pa sem šel mečken gledati, recimo, zakaj bi se kaj tajega dal in tam nekje, zelo malo na pamet govorim, ampak so bile med špekulacijami tudi to, da je ta naložbeni sklad pravzaprav to zakupil zato, ker so zračunali, da prej ali pa kasneje se jim bo to zelo splačalo, že zaradi tega, ker nas čaka, pazite to, hmal, pa čez 10 ali pa čez 50 ali pa čez 100 let stvar investicije, ampak medplanetarna potovanja. In ta, tako, pač ta entertainment v tistem, ki bojo imeli ljudje zelo veliko časa, ki bojo pač potovali na Mars, no, mislim, takrat neki se bo mogli predvajati pa špilati pa vse. In dejansko danes določeni investitorji že razmišljajo o tem, da je treba imeti pravice za vesolje in... Se pravi, ko boš letel na Mars, boš hodil Nila Younga, slušaj. In bo zaslužil tisti, ki je danes dal tistih ne vem koliko denarja za to. Ne pa tudi do drug ekskluzive, ne? Ampak pri vsem tem imamo najmanj koristi uporabniki. Ne? Se pri video pretočnih storitvah je podobno. O tem sva tudi govorila, da če si oboževalec neke serije, če želiš dobiti, pač plačaj tudi, če si na koncu naročnik na 10 takšnih storitev, ampak greš pa na YouTube, pa smo spet tam. Ne? Pa imaš pač požgan zaslon. Tako. Še eno temo bi odprla. Ne hecava se, Anže, resno misliva, ti si mi povedal, da se da sistem prelisičiti. To je močna beseda. Je. Ne, ampak dejansko obstaja neka ta, tako, da se mi kot uporabniki vsega tega malo boljš počutiš, ne? Da pač po noč svoj band ali pa glasba, ki ti je všeč, izvajalc, ne, daš na repeat, pa ga pustiš čez noč, ne. Da kaj pa on dobi več denarja. Ja, ker predvajanje je predvajanje, ne. Ja, predvajanje je predvajanje, dejansko več kapne. Mislim, da se to za Taylor Swift glih ne splača početi, ker ima več denarja, ka Bog sklepam. Ampak ne, mogoče za kakšne lokalne ali za slovenske bende, kva, ga daš na repeat, na album se ne vem, koliko album je ponovno, 40 minut, 50 minut. Ne vem, je zelo malo spim zadnje, ampak recimo, da spiš 7 ur, to sem zelo veliko rekel. Ali to neki, valjda se nakapla, ne? Hočeš reči, da če je bilo v starih časih fajn, da si recimo svoje prijatelje povabil, da so glasovali za ali popevko tedna ali pa za Eurosong, ker zelo boljš, da jih povabiš, da streamajo. Ja, da pač streamajo in pa valjda se nabere. Mislim, ker dejansko pač sklepam, da Spotify, Apple Music zdaj jih ne zanima, zakaj ti poslušaš 3. Kanu album, 3. ob 4. zjutraj, nek torek, ne? Mislim, da jim ni vseeno. In pa morajo pač nekaj dati od tega potem, ne? Dati, ne? Tako da, zdaj, je to prelisičen sistem, ne, a nekaj narediš, malo bolj se lahko počutiš po moje. Klara, nekaj nisi najbolj navdušena nad tem prelisičevanjem sistema? Ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da bi morali se ukvarjati samim sistemom in nekako ga prelisičiti. Ne deluje. Vedno je tako. Ampak, po tem, kar sem zdaj povedala, imam še ene par predlogov za glasbenike, kako lahko vseeno nekaj zaslužijo prek YouTube. No, daj. Recimo, v videospotu se pojavi izdelek sponzorja, ali pa je opisan v opisu. Ja, to je to. Ker v to te na koncu prisilijo. Jaz se tako je, se cel YouTube je tak. Ker vedno, jaz tako, kot sem rekel, jaz sem vedno iščem nekaj, kar bi mogoče ljudi prepričali, da bi dali ta denar od sebe. In tle so res že toliko majhni zneski. Se mi zdi, da to, kar se videa tiče, res to ni več tak denar. Zdaj to je zelo vedno relativno za reči, ampak
Ampak očitno tudi to ne pomaga. No. Ne vem, jaz ne vem, kaj je rešitev. Se mi zdi, da to res ta antropološka razlaga, sploh na našemu, ali pa vsaj kar je bilo v vzhodne Evrope, ne, za železno zaveso. Se mi zdi, da ti še vedno ostaje, če ni na voljo, bom pa vzel. In pol to ostane in se ti kanali vzpostavijo, ker pol tudi, kaj je na voljo, vzameš. Zdaj, kdaj se bo to upustilo, bomo pa videli. Je nekaj ironije o tem, da mora v Franciji goreti, da Slovenija manj torrentira. To je tiskaj za stran, ki je ne bomo menjal, ker so jim serverji šli po gobe, ker nekaj, kje bomo zdaj torrente dobili. Sicer posod na netu, ne bo pa zran slovenskih podnavizov, znajdi se 46 let stari človek, ki ne more dati 7 evrov za Netflix ali nekaj. Tako da ja, ne vem. Ali pa da potrka kriminalist, tako kot se zgodi v Nemčiji. Ja, ali pa to, ja. To je ta moment, ko ti internet potrka na vrata. To smo se mi hecali že pred davnimi, ko po mojem že pred 20-25 leti, mislim, da smo se enkrat na enem podobnem dogodku pogovarjali, da se bo nekaj spremenilo natanko takrat, ko bo v slovenskih novicah, veš, kdaj je to bilo, ko bo v slovenskih novicah na naslovki, veš, tisto, zaradi downloadane datoteke izgubil hišo. Tako da smo rekli, če se bo začelo kaj takega dogajati, ampak ja, mislim, spravim, to je bilo še včasih, ko bi kaj takega pričakoval v slovenskih novicah, pa se to ni zgodilo do zdaj in še zmeraj smo nekako na tem, da tudi te internetni prekrški niso glih toliko silno. Čeprav, kaj pa vem, po drugi strani pa tudi ljudje v glavnem uporabljajo YouTube. Recimo, jaz pa tudi že kupenih takih anekdotičnih primerov ljudi moje generacije, ki so recimo, ne vem, mlajšim zapustili kakšno svojo dragoceno zbirko, a veš, onih presnetih DVD-jev, ki imaš gor pol musko pa kaj tazga, veš, in pol na kar pridejo obdarovanci nazaj čez kakšen teden, veš, pa sem vrnejo vse skupaj pa rečejo, jaz nimam s tem kaj početi. Niti nimam kam več dati tiste plošče, pa tudi pol so tam krni fajli ali pa recimo, ne vem, pa tam neki piše RAR. In da bi mogel tako neki odrarati pa pol pognati čez neki, da bi to delali, mislim, tega ni več, mislim, da to je že par korakov preveč kompliciran. In tudi ne vem, kakšen je sploh novodobno piratstvo, če izvzamemo ogled filmov. Tudi pri muski, kaj pa vem. Po drugi strani se pa muska, ne vem, selpove na take čist druge vode. Naprimer, zelo vidim tudi tako med predvsem mlajšimi ljudmi silno zanimanje za vinilke. Kar je pa spet en čisten 15. trend, ali pa recimo, ne vem, da... Radio bodo začeli presnemavati. Ampak dejansko se že tako dogaja, ne vem, da pa če pridejo kvestin, da se prije na žur, brez YouTube, ampak tako, da vsake vinilko prinese, veš, in zapol, ne vem, čez večer posluša 10 albumov, tudi za to sem že slišal, veš. Ampak čudovita ideja. Ja, se je, ampak tako, čisto v eni drugi smeri. Samo da zaključimo, še zadnja stvar, da malo povežem s tistim, ki si rekel, da se je Walkman naučil na slabšo kvaliteto. Zdaj se bojo nehale te audiofilske debate, ker zdaj pa je digitalna glava, ne bojo, še vedno bojo ljudje, jaz imam pa zlate činče in digitalna glasba ni dovolj kakovostna, ne? Ja, mislim, ker jaz ne vem, jaz razumem, da CD je bil malo več, kot pol MP3 vmes, ampak zdaj na eni točki, a se bomo nehali kdaj o tem pogovarjati, ali se pač še vedno... Ker vinilka je slabša, to moramo vedeti, da vinilka ni to kul, kot CD. Kino Šiški sedimo, imel strah to reči, ampak zdaj smo šli na te pretočne, ki so itak neki fajli, zdaj Apple se hvali, da bojo celo lossless imeli, na par stvari blagor unim, ki to lahko slišijo, pač, ne vem, 7 ljudi na svetu sklepam, sploh čez kjerkoli slušalke, ki niso užičene, Tako da ne vem, ampak ja, še se bomo kregali. Ja. Absolutno. Okay. Tukaj je ena anekdota, ki so jo v 80-ih na MIT-ju delali, ko so uvajali HD televizijo in so tudi gruntali na kakšen način. Veš, koliko je ta kvaliteta važna, pa to in se toliko spomnim, kaj enkrat, če Negroponte v tem razlagu pred davnimi časi, res so na 80-ta. Je rekel, da so naredili take testno poslušal, mislim, da so naredili pač testne oglede in so dali tako občinstvo, pa so dali televizijo, recimo, pa so rekli, isti televizor je bil, pa neki bil kao HD signal, nek so pa rekli, da ni bil HD signal. V resnici sta bila oba signala enaka, ampak en televizor je imel boljše ozvočenje, drug pa slabše ozvočenje. In praktično 100% s tem tega niso povedali občinstvo. In 100% skoraj ljudi, ki so pač gledali televizijo na boljšem ozvočenju, so sveto zatrjevali, da je slika boljša. Tukaj jaz mislim, da je veliko enih takih čist človeških, ki sem razmišljal o tem, koliko bi dal na to primerjavo, vse te audiofilske, pa ne vem kakšne, mislim, tukaj je brez veze, da greš v te, da danes so tudi LP-ke iz digitalnih masterov, pa itak je to postoji neumen, ampak po drugi strani pa to tako, veš, kad bi rekel, tisti stari testi, ki so jih ne vem koliko delali, veš, a baš ti vrhunsko vino iz jogurtovega lončka ali pa iz kristalnega kozarca.
Jaz mislim, da je pri muziki tudi bolj stvar doživetja. Čustev. Ja, mislim, dobro, vsi po eni strani res, da tisti, ki danes vstopajo v uporabo glasbe, morda sploh v življenju niso slišali nič drugega kot pretočno pa stisnjeno muziko. Ja, si to je predstavljam, da je res. Ja. velika večina ljudi takih, ki sploh nikoli ni imela primerjave, kakšna pa je recimo nekaj, kar je bilo pred 20 leti ali pa 30 Ja. referenčno. Veš, v kakšnem audiofilskem salonu, ki smo jih imeli tudi v Ljubljani, en par. Ja, Veš, ono vzvod. pa oprema še. Ne? Tako, to je Pač najbolj Vsa pomembno. dodatna oprema. No, tako je, dodatno. In večina ljudi, po mojem, nikoli sploh ni slišala tega. To je res. Kako je res. to zvenelo, da bi pol primerjal s tem. Zato, ker za nas je to standard. Mislim. Po moje MP3 streaming je standard, ki ga poslušamo povsod in gledamo na televiziji in vse skupaj. To je standard, pač stisnjena pretočna muzika, tako ali pa drugače. Niti nimamo, po moje, kakšne hude predstave, kako je to nekoč zvenelo. Ja, to je res. Ja. Po drugi strani, veš, je pa tu, evo, tukaj bi naš kolega, ki nas tukaj fotografira, imamo tako zelo podobno debato, kot so audiofili, so recimo med fotografi. Še zmeraj imaš ljudi, ki prisegajo na film, spet ne zaradi te vrhunske tehnične kvalitete, ampak zaradi tega, ker je občutek, proces, način dela, doživljanje, pa to je toliko drugačen. Mislim, da je pri muziki podobno. Da te čist tehnične audiofilske so sicer do neke mere pomembne, ampak veliko bolj pomembno je pa izkustvo. Popolnoma se Zaključna strinjam. misel. Za konec še to, no, če komu pride prav ali išče dobre ali slabe izkušnje, kaj uporabljamo mi. Veliko. Zdaj sem pred kratkim osvežil svoj boombox, ki sem ga omenil od začetka, kar pomeni en glasbeni sistem Sonyjev iz leta 84. Super. Okay. Ja, Ki sem ga- videl sliko. Ja, no, ki je pa zdaj zraven mojega delovnega prostora in ne se ne hecam, večino časa je res 202 gor. To si mogo reči, to cenva. Ne, res je. Mislim, A pa imaš a je tudi kakšen Druga stvar računalnik? je pa, da ima stvar vhod AUX. AUX, to sem hotel vprašati. Tako, in iz tega, na tem AUX-u je pa priključen en Walkman, tak Sony že na MP3. Okay, In pa Čista 202 eklektika. okay. In pa 202 plačaš, tako da v redu je, Klara, kaj ti plačuješ. Plačujem večjim, oziroma vsem, ki so prisotni v Sloveniji, ker me res zanima, kako delujejo, ampak redno uporabljam pa Spotify, imam naročnino za 8 evrov in uporabljava ga 2. Okay. Anže? Jaz pa, ja, tako sem prej rekel, YouTube Music, zaradi tega, ker je pač sam €1,20 zraven unih €6, ki ga daš za YouTube Premium. Jaz veliko YouTuba gledam in si brez oglasov in lahko gledaš videe brez oglasov za neke weird spletne trgovine, ki jih nikoli nam uporabljal in pol to doplačaš in na YouTube Music in je res ok. Pač, ja. Jaz pa Apple Music. Okay, Presenetljivo, ne? ne morem verjeti. Kaj pa Chromecast audio? Ja, stvar, ki so jo nehali delati. Chromecast audio je bil super. Odbita, dobita. A smo prišli do konca? Smo prišli do konca. Klara Zupančič in Lenart Kučič, res najlepša hvala, da ste si vzela čas za snemanje zadnje epizode podcasta Odbita, dobita v tej sezoni. In to v živo, ne v korona In to živo. v Ja, živo v živo, pred ja. ljudmi, ki jih res vidimo. Poslušalci, prosim, verjemite nam. In vi vsi, ki ste tle, dajte povedati, če komu, da Odbita, dobita obstaja, ker se bomo slišali spet septembra. Res je. Hvala za pozornost, moram povedati, kot vedno. Res je. Drugače, ok, čakaj, bom tako. Hvala. Še kaj boš dodal? A ne, se vsi Če vejo, ne, kje Blaž sva. naj neha snemati. Res je, Blaž nekaj smenja.